Tokrat v občinskem informatorju. Dijaki v šolo z maskami, kako pa bodo izvajali praktični pouk? Znani so županski kandidati v občini Starše. Posebej pozorno na cesti vračajo se najranljivejši udeleženci v prometu. Veslaško regato na Lentu odprl predsednik države Borut Pahor. Festival Lent 2020 se je končal. Vse osnovne šole v Pesnici deležne obnove. Lora Klinc, Rogličeva partnerica, predstavila knjižni prvenec Kilometer nič. V Zgornjem Dupleku novi prostori za vrtec. Tudi v Hočah bodo otroci zakorakali v nov vrtec. Lepo pozdravljeni. Jutri se začne pouk v osnovnih in srednjih šolah. Ta se bo moral izvajati pod strogimi priporočili strokovnjakov. Zvezek navodil pa obsega tudi takšna navodila in priporočila, ki jih je težje izvesti, da bi zagotovili ustrezen nivo praktičnega pouka, meni ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor. A vseeno so tik pred začetkom pouka pripravljeni na sprejem dijakov. Dijaki srednjih šol bodo morali v šole vstopiti z maskami, imeli pa bodo tudi zelo omejeno gibanje. Generalno sporočilo je seveda, da morajo nositi maske v zaprtem prostoru, da je potrebno razkužiti roke, ko pridejo noter, da so nekako kot razred izolirani. Ko pa pridejo v razred, lahko snamejo maske, učitelj lahko sname masko, če drži to razdaljo 1,5 metra, če se približa dijaku, jo mora nadeti. In dijaki bodo pač v matičnih učilnicah preživeli celotno popoldne, dopoldne, odvisno od organiziranosti pouka. In malica bi naj tudi bila v samih učilnicah, vendar vse to je lepo napisano, v resničnem prostoru pa to predstavlja kar velik zalogaj in marsikatero težavo. Da bi dijakom zagotovili čim bolj kakovosten praktičen del pouka, bodo prilagodili urnik. Dijaki bodo preživeli večino časa v svojih matičnih učilnicah, kjer se da. V naši šoli, torej v primeru strokovnega izobraževanja, v strokovnih, takrat seveda bodo zapustili učilnico, vmes se vse razkuži in mi pač poskušamo tako organizirati pouk, da dejansko praktični pouk izvaja tisti razred celoten dan, se pravi, da so cel dan v eni učilnici, da ni prihaja do tega mešana, kjer se da, ne da se pa to povsod. Ravnateljica še opozarja, da ostaja še veliko stvari v priporočilih oziroma navodilih nedorečenih, med drugim tudi razkuževanje opreme, hkrati pa, da je na primer za frizerje težko izvajati prakso. Kar je precej nedorečeno, so to razkuževanje tipkovnic, računalnikov, snemalnih naprav, frizerskih pripomočkov, milijon nekih teh malih podrobnosti, bom rekla, ampak nažalost, ali kakorkoli si že to svet predstavlja, frizer, jaz mislim, da kar pač imamo ravno ta poklic, se ne more 3 leta izobraževati nadaljavo in preko simulatorjev in preko nekih lutk z umetnimi lasmi in takšnimi in drugačnimi specifiki in na koncu dobiti izobrazbo na delu takšne lutke. Prav tako velja, verjamem, v vseh drugih strokah neka zgodba, ki povzroča preglavice ravno zaradi teh vseh omejitev. Poudarja, da se bodo seveda čim bolj držali navodil, saj je to odgovorno. Upa pa, da bodo navodila glede na prakso, kakršna se bo izkazala, posodobili. Ker ko smo dobili ta priporočila, pri malo bolj podrobnem branju, detaljnem branju se zastavijo mnoga vprašanja, ne samo pri ravnateljih, tudi pri učiteljih, tudi pri starših. Je problem prevoza, ki še vedno ni popolnoma urejen, je problem srečevanja, to je masa dijakov, je problem tudi na koncu 8 ur biti v eni učilnici, tam jest, ne vem, je problem. Šole nimajo toliko sanitarije, da bi prav vsak oddelek imel svoje sanitarije, se pravi, spet so to neke združene zgodbe, paziš. Na koncu moraš spet dati nek nadzor na hodnik, če bi želel resnično vse to upoštevati. Tako da teh čejev in zakajev in kakojev je ogromno v šolstvu. Vsaka šola se bo na svoj način poskusila spopasti, kolikor se da. Težavo nam seveda predstavljajo zadeve, kot so priporočila, ker ko priporočilo ni upoštevano oziroma je upoštevano ali se karkoli zgodi, vedno ti rečejo, je pisalo, hkrati je pa priporočilo, ampak si pa odgovoren in to je dejansko najhujše, kar lahko prinese za seboj neke posledice, kajti vsaka šola je specifika, ima svoje omejitve, ima svoje pogoje dela. Prav te specifike je tudi treba upoštevati, izpostavlja naša sogovornica. V občini Starše so nadomestne volitve razpisali potem, ko je dosedanji župan Bojan Kirbiš junija letos umrl.
Na županskih volitvah zadnjo nedeljo septembra bo skoraj 3500 volilnih upravičencev odločalo o tem, kdo bo občino vodil do konca mandata. Izbire pa bodo imeli, kot kaže, kar nekaj. V občini Starše se je v petek iztekel rok za oddajo kandidatur za nadomestne volitve župana občine Starše. Te bodo v nedeljo 27. septembra. Občinska volilna komisija je do roka za oddajo kandidatur v petek do 19. ure prejela 7 kandidatur. Za mesto župana na nadomestnih volitvah se bodo potegovali Aleš Bandur iz Nove Slovenije in Miran Čuš iz SDS ter kandidati, ki so jih podprle posamezne skupine volivcev: Aleksander Furek, Jožef Gojčič, Stanislav Grajfoner, Domen Majcen in kot edina kandidatka Nataša Petek. Začetek šole je res že tik pred vrati in s tem se tudi na ceste vračajo najranljivejši udeleženci v prometu. Policisti bodo tudi letos izvajali poostren nadzor v bližini šol in vrtcev. Vse soudeležence na cesti pa prosijo, naj bodo še posebej pozorni na najmlajše. Avtomoto zveza Slovenije je nekaj dni pred začetkom novega šolskega leta skupaj s policijo v Hočah začela vseslovensko akcijo za večjo varnost najmlajših udeležencev v prometu. Pravzaprav otroci so tukaj zelo dovzetni. Mislim, da oni pravzaprav zelo dobro upoštevajo navodila, ki jim dajemo, tudi zglede. Je pa res tudi to, morda navodila, ki dobijo v šoli, ki si držijo, lahko zelo hitro popoldne, kakšni starši s svojim zgledom njim porušijo in reče, saj pejat le čez cesto, saj ni treba čez prehod, se nama zelo mudi. In pol vsi tista energija, ki se vlaga v izobraževanje, šolanje, potem izgubi pomena. Tako da ta vzgled starše, pa družine recimo, pa bližnjega sorodstva je zelo pomemben. In otroci točno vedo, da morajo na cesti paziti sami nase ter poznajo pravila in predpise. Ko jih povprašamo, kaj je najbolj pomembno, pa povedo. Da ne smemo bedizojoba ceste hoditi. To pa zato tam, ker so kolesarji pa vozijo. Da motor gre, rabimo se, da rdeča luč gre motor, lahko motor gre, a če je zeleno, lahko gremo. Po dosedanjih izkušnjah je med mladimi najbolj problematično prečkanje ceste. Ja, odrasli smo tisti, ki s svojim strpnim ravnanjem, odgovornim ravnanjem in spoštovanjem cestno-prometnih predpisov dajemo nek vzor otrokom. Otroci so nenazadnje tisti najbolj ranljivi udeleženci v cestnem prometu, zato velja res ta apel vsem, ko smo udeleženi v cestnem prometu, bodite posebej pozorni prav na njih. V Hočah so udeleženci akcije demonstrirajo hojo v šolo. Marsikatera šolska pot ima nedvomno mesta, ki so lahko bolj izpostavljena in tam je potrebna še večja previdnost. Ozaveščanje pa je bistvenega pomena pri vseh generacijah. Glede, razlike so ogromne. V vrtec pridejo stari otroci 1 leto, devetošolci so stari 15 let. Njihove prometne navade so zelo različne. Najmlajše učimo najprej seveda varnega prečkanja ceste in to, da z vzgledom nekako pridejo do teh, bomo rekli, zdravih navad. Potem pa seveda se začne v 1. in 2. razredu, kjer jih navajamo že tudi na kaj drugega. Moram povedati, da odlično sodelujemo z policijsko postajo Rače. Vsako leto nas pridejo obiskati, pridejo po razredih, opravijo sprehode, opravijo svetovanja, tako staršem, kakor seveda potem tudi otrokom in to je izredno koristno potem za naprej, medtem ko pa je seveda potrebno najstarejše že učiti, kako seveda pravilno in pametno uporabljati prevozna sredstva, od 5. razreda dalje kolo, potem 8. 9. razred se vozijo seveda že tudi z kolesi z motorji in tako dalje, vse skozi pa jih je seveda potrebno opozarjati, da v prometu nikoli nisi sam in da si kot pešec, kolesar ali pa mopedist najbolj ranljiv člen v tej prometni zagati. V bližini šol na šolarje na cesti opozarja tudi prometna signalizacija. Za otroke pa so posebne artikle pripravili tudi na AMZS-ju. Ja, v AMZS-ju smo res popestrili nabor izdelkov, ki skrbijo za varnost, poleg odsevnega paketka, ki vsebuje različne elemente, od rutice, kresničke, nalepk za skiroje, kolesa in podobno. Smo letos v sklopu natečaja Oblikuj svojo pozorno nogavičko odraslim pozornim nogavičkam dodali še male otroške nogavičke pozorne. To pomeni, da imajo tudi odsevna telesa, kar pomeni, da otrok že s tem, ko nosi nogavičko, je na poti bolj viden. Med drugim so v sodelovanju s podjetjem Flair razvili pametno kresničko, ki si jo otroci pripnejo na šolsko torbo ali jakno.
Gre za odsevno telo, ki pa je povezljivo z mobilno aplikacijo, kar pomeni, da preko mobilne aplikacije lahko spremljamo, kje se otrok zadržuje. Znotraj aplikacije tudi nastavimo območja gibanja, pričakovane ure gibanja in vsakršno odstopanje potem starši dobimo na mobilni telefon, bodisi preko SMS sporočila, klica, kakorkoli že. Letos se mnogi otroci v vrtce in šolske klopi vračajo po daljšem premoru, kot je bilo to običajno. Torej vozniki smo, kakršni smo, ampak takšne akcije ozavestijo, da vsaj v začetku septembra razmišljamo, da so na cesti drugi udeleženci, ki delajo napake in mi smo tisti, ki moramo paziti na njihove napake. Če pride enkrat do nesreče, je prepozno, tako da akcije so pomembne. Zahvala AMZS-ju, da to vsako leto dela. In zahvala vsem vam, novinarjem, ki te akcije sploh danes tako množično spremljate, da čim širši krog voznikov vidi, da je prvi šolski dan pred vrati. Naši najmlajši bodo zlasti v prvih tednih najverjetneje še počitniško razigrani in posledično manj pozorni na dogajanje v prometu. Zato naj velja posebna previdnost in pozornost. Na odprtju in startu sobotne že tradicionalne veslaške regate v Mariboru je bil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Pohvalil je trud organizatorjev športnih prireditev, ki tudi v teh časih pripravljajo tekmovanja in prireditve. Ob tej priložnosti je predsednik Pahor posebej poudaril, kako pomembno je, da se v vseh omejitvah in po vseh priporočilih vrstijo tudi športni dogodki. Mislim, da gre organizatorjem ne samo vseh podobnih prireditev naše občudovanje. Mislim, da bo potrebno v letu, 2, 3, ko bodo vladale omejitve, take ali drugačne, ne bo šlo brez njih, bomo takim organizatorjem lahko samo hvaležni, da se trudijo z največjo mero iznajdljivosti, da prirejajo športna tekmovanja, rekreativna in profesionalna, ki omogoča, da gre šport naprej. Seveda, nek čas je mogoče iti tudi brez tekmovanj, ampak tudi v rekreativnem športu so tekmovanja zaželena in to, da jih prirejamo, sej tudi zvečer bo eno tukaj zelo blizu, daje vsem en dodaten navdih, da se ukvarjajo z rekreacijo. Seveda profesionalnim športnikom pa možno, da se to dokazujejo. Ljudem pa, da se družimo. Jaz mislim, da vsi skupaj pogrešamo nekaj tega, kar nas oblikuje kot skupnost. In v tem smislu so take stvari neprecenljivega pomena zlasti zdaj. Seveda upoštevajoč vse omejitve, ki morajo biti. Da se da razvijati in realizirati projekte vezane tako na šport, kulturo kot tudi infrastrukturo in za razvoj mesta in njegovih življenjskih prostorov, pa je poudaril župan Maribora. Nenazadnje tudi projekte vezane za reko Dravo. Vse se da. Da se tudi izvajati projekte, seveda ni samo fontana, ampak je več življenjskih prostorov, tako glavni trg kot Koroška, ki ima izjemen potencial. Če grem naprej na to, sem izjemno vesel tega, te tudi drznosti ekipe, da tam prometa ne bo niti javnega potniškega. Smo to naredili z drugimi ukrepi, ampak veseli me predvsem to, da so zdaj ljudje začeli v mesto hoditi brez pravega razloga, enostavno na sprehod čutijo, da je lepo in mislim, da smo zdaj prvič nekaj malo veliko poteznejšega dali in ta smer gre seveda naprej. Drugo leto gre prenova nabrežja od sodnega do vodnega stolpa. Sodni stolp se že obnavlja. Brv bo vmes nastavek, tako da ta cel del gre naprej. Kar se pa Drave tiče, pa sva en največjih in po moje tudi ne izkoriščenih potencialov, zato sem še toliko bolj vesel sodelovanja ali pa celo idej strani Aqua Systemsa in njihove podpore temu projektu v povezavi z študentsko organizacijo in v okviru festivala, in se pravi, se združujejo ideje, se združujejo moči, tako organizacijske, kar je seveda plus za mesto in to zelo pozdravljam in mislim, da mora za mesto še svoj del narediti, da to spodbudimo in da nas bo nekoč tukaj še bistveno več. Direktor družbe Aqua Systems pa je vesel, da jim je uspelo izpeljati veslaško regato, ki je ponovno pritegnila mnoge ekipe, nenazadnje pa tudi gledalce. Mi smo izredno veseli, da nam je uspelo stvar postaviti, hkrati pa tudi malo žalostni pa zazrti v prihodnost zaradi tistih, ki manjkajo. Manjkajo ekipe iz Francije, iz Italije, iz Srbije, iz Hrvaške. To se pravi, da manjka še vsaj 6 ekip, ker iz nekaterih držav, recimo Srbije in Hrvaške, prišle po 2 ekipi.
Hkrati sem zdaj malo žalosten, ker je predsednik rekel, da bo še 2 do 3 leta to trajalo, ker mi smo računali že, da bi drugo leto pa potem zagotovo postavili večja stvar, ne? Tako kot bi si Drava zaslužila, pa tudi Maribor mislim, da rabi en taki poudarek v zvezi s to našo Dravo, na katerega se ne rabimo sramovati, mislim, treba nekaj narediti. Tudi šport je toliko, bi rekel, eleganten, kvaliteten v tem, da simbolizira ta premočrtnost skupinskega truda. Ne? To nam manjka, ne? Tudi župan je to povedal, da pač morajo veslati, ne? Jaz bi pa rad, da tudi mladina, sploh na študentskem nivoju, dijaškem, pridobi to disciplino, ne? Da je treba v eni smeri delati. Predsednik Pahor se je po začetku regate v spremstvu župana Arsenoviča in direktorja Narodnega doma Vladimirja Rukavine sprehodil še ob Dravi do Starega mostu, kjer so si skupaj ogledali del skokov z Dravo s tega mostu. Minuli vikend se je končal festival Lent. Ta je letos postregel z okrnjenimi dogodki, pa vendar atraktivnimi nastopajočimi za vsak okus. Ljudje so se zabavali ob nastopih priznanih glasbenih skupin, stand-up komikov, otroških predstav, uličnih gledališč in še. Organizatorji upajo, da se legendarni festival Lent v svoji pravi preobleki vrača prihodnje leto in da bo takrat korona kriza pozabljena. V občini Pesnica so se med poletjem pa tudi že prej lotili določenih obnov in posodobitev vseh 4 osnovnih šol. Med drugim so prav vse šole dobile v učilnice napeljano toplo vodo, na nekaterih pa se lahko pohvalijo tudi z novo fasado, novo razsvetljavo in še kaj. Poglejmo, kaj vse so že uredili in kaj še bodo. V vseh 4 šolah in pripadajočih vrtcih v občini Pesnica so lani in letos naredili veliko. Najprej smo v vseh 4 šolah uredili tudi toplo vodo, tako imajo zdaj učenci prvič v zgodovini v vseh učilnicah toplo vodo. Gre predvsem tudi za učence prve triade, ker je zelo pomembno, da se jih nauči že v zgodnji mladosti, kako pravilno tudi umivati roke in seveda tudi zobke. Kasneje smo uredili tudi če začnem, že v lanskem letu smo uredili zamakanje novega vrtca, relativno novega vrtca v Pernici in letošnjo leto prav tako poteka sanacija vlažnih sten v vrtcu Jarenina in v šoli Jarenina, prav tako za telovadnico in v ostalih učilnicah. Gre za precej obsežna dela, vsa leta se je pač nekako pozabilo na to, tako da v letošnjem letu tudi to pride na vrsto. V vseh šolah so se namestile tudi nova svetila v telovadnicah, ravnatelji so nas že dalj časa opozarjali na to, da je ta svetila potrebno zamenjati, da so dotrajana in tudi to smo v letošnjem letu naredili. Sicer pa v šoli v Pesnici popravljajo tudi del odpadne fasade. V Pernici pa so naredili novo fasado na tamkajšnji šoli, tako da bodo otroci prišli v prenovljeno šolo. Več del pa je upravljenih tudi v Jakobskem dolu. V Jakobskem dolu bodo imeli tudi otroci novo igralno površino, torej nove zunanje igrišče, ki bo za eno profesionalno podlago tudi prevlečeno. Tudi nova ograja pride okrog igrišča. Hkrati pa dobi Jakobska šola tudi novi vezni hodnik med vrtcem in med telovadnico. Tako to so si v krajevnih skupnostih že dalj časa tudi želeli, prav tako v šoli in v letošnjem letu smo tako skupaj s svetniki se odločili, da pristopimo tudi k tej investiciji. Zadovoljna, da se obnova izvaja, je vsekakor ravnateljica šole, kjer je letos pomladi zaradi potresa na Hrvaškem prišlo do poškodb hodnika. Naša stavba je kar precej stara, naša lepotica in prišlo je do tega, da se nam je tu usipal strop. Uspeli smo zadelati, v bistvu, ko so se otroci vračali 18. maja, v času počitnic pa smo dokončali vse, pobelili. Tu bi se res zahvalila občini Pesnica, ker so poleg tega, kar je bilo v proračunu oziroma predvideno po tej sanaciji kot posledica potresa, so nam zelo stopili nasproti in sicer se dela opravlja še v jedilnici, ker so se zakrile neke stvari, prebelilo se je. Dodatno so še se pobelile tudi stopnišča in zgornji hodniki, tako da smo res kar veliko naredili. Tudi zunaj šole se vidijo rezultati obnove. Pri igrišču imajo novo ograjo in novo razsvetljavo.
Zdaj še samo čakamo na eno prevleko na igrišče, tako da upamo, da bo čim prej to končano. Lahko rečemo, da bo šola pripravljena za začetek pouka? Ja, mi se samo veselimo oziroma močno upamo, da bodo naši otroci lahko stopili v to prenovljeno šolo, da se ne bomo učili nadaljavo. Res si želimo, komaj jih pričakujemo, vsi učitelji se pridno pripravljamo. Župan je še povedal, da se za osnovno šolo Pesnica pripravlja poseben projekt. Smo pristopili k enemu evropskemu projektu, katerega pričakujemo okrog 33 000 evrov. Gre pa za to, da bi osnovna šola Pesnica dobila nova zunanja igrišča, nova igrala, torej tudi z eno maso prevlečena, tudi potem z novo razsvetljavo. Tako da menim, da to bo tudi velika pridobitev za celotno krajevno skupnost Pesnica pri Mariboru. Ne nazadnje namreč igrala ob šolah niso namenjena samo učencem. Lora Klinc, srčna izbranka enega izmed najboljših kolesarjev na svetu, Primoža Rogliča, je v domači občini Hoče - Slivnica pretekli teden predstavila svoj knjižni prvenec z naslovom Kilometer nič. Primoža Rogliča na predstavitvi knjige ni bilo, saj se je v netu pripravljal na najprestižnejšo dirko na svetu Tour de France, ki je trenutno že v polnem teku. Lora Klinc je v samozaložbi izdala knjigo z naslovom Kilometer nič. Knjiga je posvečena vsem zvestim slovenskim navijačem in ni klasična kolesarska zgodba. Ni bilo najlažja stvar na svetu, res je, sploh vsakim malim otrokom ali pa na poti in tako naprej. Ampak, kot sem že omenila večkrat, da najbrž se, če se hoče, se da, oziroma če si nekaj odločiš. Na predstavitvi jo je pozdravilo polno prizorišče domačih ljudi, kar jo je še dodatno razveselilo. Ja, fajn je, ko prideš domov, pa mislim, da pride toliko ljudi več konc koncev pozdraviti. Vesela sem, da vidim več, seveda vse, tako sem rekla že prej, ne, prijatelje, znance, družine in tako naprej. Če pa knjiga uspeh, pa še toliko boljše, ne? Preko videoposnetka se je v Hoče javil tudi Primož Roglič. Vidite, me žal ni med vami, ker zaključujem priprave na dirko po Franciji. Knjiga, ki jo je napisala Lora, me je preprosto navdušila. Vedno, ko jo preberem, dobim kurjo kožo in solzne oči. Lora je pač naredila tisto, v čemer je najboljša. Upam, da skupaj ustvarimo še kakšno nadaljevanje. Navijajte zame in se vidimo. Adijo! Med gledalci pa smo ujeli prababico. Današnja predstavitev je bila za mene veličastna in marsikaj smo zvedli, kar sicer ne bi, in zato nam je to zelo drago. In zdaj samo zaključujem, da bi bilo tudi uspešno, da bi bilo Lori, staršem in meni kot prababici tudi, da bi se dobro končalo. Držimo pesti. Knjiga je začela nastajati na lanski dirki po Španiji, na kateri je avtorica skupaj s takrat dvomesečnim sinom spremljala dirko v živo. Doživetje je najprej zapisala v zapiske, ki jih je kasneje razširila s teorijo o cestnem kolesarstvu, da bi ljudem približala kolesarski svet. Super, pač pristno, taka kolora je, tako da ne vem. Jaz vem vse to, pač, ker jo spremljamo že od malega, tako da mogoče bila malo nervozna zaradi vseh domačih okolij, ampak mislim, če si nekdo prevede knjigo, da je že pol doživel zraven, tako da vse je vredno držala. No. Išla je le nekaj dni nazaj in med prvimi so lahko videli v domačem kraju, kjer je bilo posebej čustveno, prisoten je bil tudi kanček treme. Verjetno velja to, kaj pravimo, kaj drži v Sloveniji, ne? Bilo kaj narediš, nisi dovolj dober za domačine, ampak pri nas to ne drži. Jaz sem vesel, mislim, da smo vsi veseli, tudi Primoža smo vzeli za našega. Mislim pa, da ima Lora plus, ker ima za svojo cirka 100 metrov od nas je doma, se začne breg, torej Primož lahko tudi pri Lori trenira. Lora Klinc je sicer ljubiteljska pisateljica in kot je namignila, lahko izpod njenega peresa še pričakujemo knjižne uspešnice. Pri podružnični osnovni šoli v Zgornjem Dupleku so zgradili zgradbo, v kateri bodo po sodobnih načelih urejeni 4 novi oddelki vrtca. Predtem so imeli 2 stara oddelka v šoli, zdaj pa so igralnice in vsa pripadajoča infrastruktura v novi zgradbi, ki se lahko pohvali tudi z veliko igralno teraso.
Približno 60 otrok, ki bodo hodili v novem šolskem letu v novi vrtec v Žitečki vasi, bo zagotovo veselo novih igralnic, kopalnic, velike terase. Tako, ja, v letošnjem šolskem letu torej pričakujemo 2 dodatna oddelka v teh novih prostorih. Do sedaj sta 2 oddelka bila v šolskih prostorih. In z to pridobitvijo seveda lahko imamo 4 oddelke v teh novih prostorih. Na šoli so pravzaprav veseli, da zadnja leta število otrok narašča. To pomeni, da mlade družine ostajajo v domačem kraju. Zato tudi pristopili k tej dograditvi šole, podružnične šole, z temi novimi oddelki tukaj v Zgornjem Dupleku. Že v naslednjem letu pa tudi nekakor pričakujemo, da bomo začeli s pripravo na gradnjo v Spodnjem Dupleku, kajti otrok imamo dovolj in seveda so nam ti prostori potrebni, še posebej zaradi tega, ker nekaj oddelkov vrtca še vedno gostuje tudi v šolskih prostorih. Nove oddelke so uredili tako staro kot z novo opremo. Večina opreme je nove, nekaj seveda smo uporabili tudi že obstoječe opreme, drugače pa je vrtec torej v celoti narejen na novo, bo zelo modern vrtec, tako da tudi otroci višjih starosti bodo imeli možnost uporabljati interaktivne table, torej projektor tudi bodo imeli interaktivni, tako da tudi, bom rekel, z tega digitalnega področja bodo tudi začeli nabirati prve izkušnje. Že med gradnjo so se odločili, da ne naredijo samo 2 oddelka, ampak 4, ker so potrebe vse večje, hkrati pa so naredili še manjšo večnamensko dvorano. Tako da lahko tudi tako vaška skupnost, Zgornji Duplek, kot tudi seveda otroci v teh šoli koristijo za druženja, za manjše kulturne prireditve in hkrati tudi jedilnica in telovadnica za te učence tukaj. Bom rekel, prvotni plani so bili, da se dela to fazno, da se naredi samo 1 etaža, se pravi 2 oddelka vrtca, ampak glede na to, da so naši občani pridni in res očitno zadovoljni z našo občino, zato tudi skrbijo za prihodnost z podmladkom, je bilo potrebno že v samo izvedbo projekta pristopiti k razširitvi. Občinski svet je to podprl in zdaj lahko tukaj stojimo pred to našo lepotico, ki bo v novem šolskem letu zagotovila 4 oddelke za te naše najmlajše, hkrati pa s tem razbremenila tudi šolo in na nek način jaz verjamem, da je tudi sam kraj veliko pridobil za to investicijo. Vstop za starše in otroke, ki bodo obiskovali vrtec, je zraven šole. Posebej pa so naredili tudi vhod oziroma izhod tudi spodnje strani, kjer je dvorana, tako da bodo otroci z vzgojiteljicami prišli tudi na bližnje igrišče. Jutri bodo tudi otroci v Hočah prvič prestopili prag novega vrtca. Ta je opremljen z najsodobnejšo opremo, sprejel pa bo lahko kar 13 oddelkov otrok. Ravnatelja veseli, da so rešeni prostorske stiske. Igralnice že pričakujejo seveda otroke in verjamem seveda, da bo počutje v tem novem vrtcu prijetno za njih, navdušeni so starši, ko bodo seveda zapolnili z otroškim vrvežem, so naši najmlajši, bo navdušenje popolno in verjamem, da bo dolga leta služil seveda številnim generacijam za pripravo na pravo šolo. Tako da lahko rečem še enkrat hvala občinski upravi, občini, županu, da so razumeli, da so potrebe po takšnih prostorih zelo velike in sedaj smo dobili, seveda smo ponosni in srečni. Danes se je v Mariboru začela 14. platforma sodobnega plesa. Med 31. avgustom in 6. septembrom se bo v auditoriju v dvorani Lutkovnega gledališča Maribor odvilo več predstav, delavnic, razprav in dvodnevna strokovna konferenca. V sredo in četrtek med 7:30 in 14. uro se bo v Ljudskem vrtu odvijala krvodajalska akcija Vijolična kri za vse ljudi 2020. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbReport.si. Želim vam lep začetek tedna in nasvidenje.